Gospe in gospodje, predvsem pa drage bralke in bralci, ljubitelji knjig, lepo pozdravljeni na še enem dogodku v okviru festivala Bralnice pod Slamnikom. Letos gostimo v svoji sredi mladinskega pisatelja Gideona Samsona, nizozemskega avtorja priljubljenih del Dnevi na otoku in Zeb. V naši družbi pa je tudi Katjuša Ručegaj, ki je prevedla obe njegovi deli v slovenščino. Da se bomo lahko začeli meniti o vsem skupaj, pa moramo povedati še uradno besedilo, ki je, da je ta pogovor del festivala Bralnice pod Slamnikom in del projekta Ni hec. Zato se na tem mestu zahvaljujemo našim sofinancerjem Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, Občini Domžale, programu Evropske unije Ustvarjalna Evropa in Nizozemskemu skladu za književnost. Pogovor bo tolmačen, hotel sem reči simultano tolmačen, ampak ja. Ampak po tem predolgem uvodu, ker časa nimamo na pretek, pa pozdravljam Gideona Samsona v naši sredi. Gideon, lep pozdrav in seveda takoj prvo vprašanje, je to tvoje prvo gostovanje v Sloveniji, pa čeprav virtualno, ali ste že kolovratili po naših krajih? Dit is mijn eerste keer. Ne, to je prvič in res, da gre za virtualno kolovratenje, ampak je pravzaprav zelo prijetno in se že zelo veselim. Ko smo se vsi skupaj pogovarjali pred začetkom, kako se bomo ogreli, je padla ideja, da bi vas povprašali malce o knjigah, ki ste jih brali. Ste avtor otroških, mladinskih del in nas zanima, kaj so pravzaprav tista dela, ob katerih ste odraščali vi, mogoče kakšni avtorji, kajti vsaj kot jaz vem, pač recimo neke sodobne nizozemske otroške in mladinske književnosti poznam zelo tako v drobcih. Mislim, da še eno od teh, ki sem jih nazadnje spoznal, pa so mi potem tudi neki daljni sorodniki iz Nizozemske povedali, da je tam hit je ta vihec, se pravi pluk. Ostalo pa je precej neznanka, tako da ob kakšnih knjigah ste rasli? Ik herinner me... Spomnim se, da ko sem se šele učil brati, bil sem star 6 ali 7 let, torej ko sem se učil črke in da sem potem sestavljal iz črk besede, da sem takrat kakšno leto bral vse, kar je bilo kje napisano. Tako da lepe knjige znanih pisateljev, ampak tudi embalažo, karkoli je bilo na mizi, potem tudi ulične napise ali pa tudi zelo slabe knjige, stripe, vse po vrsti. In res se spomnim, mislim, da sem bil 6 ali 7 let star in sem bil bolan teden dni, ležal sem doma in takrat je bilo prvič, ko sem prebral celo knjigo in to je bil Mali kapitan Pavla Bihla in to je krasna knjiga. Ima 2 ali 3 dele, 3 različne knjige in ena je dobila tudi zlato pero. Čudovita knjiga je in spomnim se, da ko sem bral te njegove knjige, da sem si mislil, ampak če to obstaja, če so to knjige, potem mora biti res še ogromno knjig, ki jih gre odkriti in takrat sem potem začel res brati vse, kar je imelo črke. Paul Bihl, veliko sem ga bral, Roalda Dahla, tudi zelo veliko, GVR, Matilda, Čarovnico, veliki velikan, Jacques Fritz, to je nizozemski pisatelj, ki je imel veliko nagrad nizozemskih žirij, njegove otroške knjige so fantastične, tudi meni se je tako zdelo, tudi zato, ker so njegove knjige vedno govorile o šolskih razredih in to se mi je zdelo simpatično brati. Šele kasneje, ko sem postal nekoliko večji, sem potem bral pisatelje, ki sem jih začel ceniti kasneje, Huys Kauer, Joka van Leeuwen. To so bili pisatelji, ki sem jih takrat bral manj, zdaj pa vidim, da so to najboljši nizozemski pisatelji otroških knjig. In verjetno se je vam tudi že pravzaprav s tem branjem porodila potem želja po ustvarjanju lastnih literarnih svetov, po zapisovanju
lastnih zgodb. Ste tudi kot otrok že radi si izmišljali zgodbe in jih zapisovali ali pripovedovali prijateljem? Ja, eigenlijk. Ja. Še preden sem znal pisati, sem si že izmišljeval zgodbe in ko sem te zgodbe lahko prestavil na papir, potem s tem nisem več nehal. Pisal sem za šolske časopise, naprimer na računalnik, potem majhne papirčke, ki niso bili v zvezkih, majhne zgodbice, tudi pesmice, ampak takrat še nisem mislil, da bom postal pisatelj. Vedno sem mislil, da bom postal poklicni nogometaš, ampak vedno sem pisal in vedno sem si izmišljeval zgodbe in včasih sem šel v kot razreda in sem potem svoje zgodbice bral ostalim sošolcem, pa so to želeli ali ne. Tako da ja, to sem od nekdaj počel. In kdaj pa se je potem prekinila ta želja biti nogometaš in ste ugotovili, da je pa pisanje tisto, kar vas bo peljalo skozi življenje? Nou, ik denk dat ik altijd al een schrijver... Mislim, da sem že vedno bil pisatelj, ampak nekaj je bilo ves čas v meni. Ko sem bil pa star 18 let, sem takrat v mladinski ekipi poklicnega združenja igral nogometaš. Torej, nogomet, takrat pri 16 letih mi je to uspelo, pri 18 so me pa poslali stran, rekli so mi: Gideon, mislimo, da nikoli ne boš poklicni nogometaš. In ko mi je enkrat to bilo rečeno, sem v glavi našel prostor, da sem začel razmišljati, ja pa kaj pa potem sem, če nisem nogometaš. In takrat potem mi je bilo kar naenkrat povsem logično, da sem pisatelj in da sem od nekdaj pisal zgodbe in tako sem delček z neke zgodbe poslal založbi Leopold, kjer pravzaprav izdajo skoraj da se moje knjige, z vprašanjem, ali menite, da bi morda iz tega kdaj nekaj lahko nastalo. In takrat so mi potem kakšen teden ali dva kasneje odgovorili: Gideon, če nam obljubiš, da boš to zgodbo končal, potem ti mi obljubimo, da bomo iz nje naredili knjigo. In mislim, da je bilo to leta 2005 ali 2006, ko je šla moja prva knjiga. No, 2007 je izšla, mislim, da jo imam za sabo, bom videl, če se jo lahko stegnem ponjo. Ni sicer prevedena v slovenščino, ampak to je niks zeggen, torej nič povedati, nikar ne pove, in to je prva knjiga, ki sem jo napisal. Glede na naslovnico predvidevam, da verjetno govori o dogajanju v razredu oziroma izven njega, pa predvidevam, da je verjetno malo tudi kakšno o medvrstniškem nasilju, kakšen bullying, ali ugibam, če je nič povedati? Nee, dat niks zegt. Gre za skrivnost v družini in za dečka v razredu. Dejansko se dogaja v razredu, ima skrivnost, ki je ne želi izdati, in gre za to, da je clja, on je clja, in to seveda potem se dotika tega, da ne pove nič tudi v resnici on. To je to, kar se dogaja. In potem, recimo, če preskočiva na prvo knjigo, ki smo jo dobili v slovenščini in ki pravzaprav se tudi dogaja v razredu, to je knjiga Zeb. In tu bi pa se najbolj pravzaprav obrnil še na Katjušo, ki nas zdajle čaka že kar nekaj časa. Katjuša, si ti poznala Gideonovo delo, preden te je kontaktirala založba, ali je bil ta Zeb tvoj prvi stik z njegovim pisanjem in kako se te je to pisanje dotaknilo? Ja, jaz sem Gideonove knjige poznala že prej. To sta bili knjigi Zvarte zvan, Črni labod, o eni taki zelo dominantni punci, ki je želela uprizoriti lastno smrt. To je bil en tak psihološki thriller. Knjiga je bila precej debela, jaz takrat nisem imela časa sploh, da bi kakšne take daljše knjige prevajala. In pa še ena knjiga se mi zdela zelo zanimiva, Naplavljen, Overspooled. To pa Nizozemci imajo, mislim, da je prav ena taka serija knjig, ki jo pisatelj napiše skupaj z osebo, ki se je to zgodilo.
In sicer govori o enem fantu, ki je preživel cunami. Mislim, da na Šrilanki, ali mislim, da je bila Šrilanka. To sta bili dve knjigi, ki sem jo poznala že prej. Potem me je pa, mislim, da že leta 2019, takoj, ko je tale knjiga Zepi šla, me je pa založba Miš kontaktirala in mi ponudila par knjig v branje. In meni je bila ta knjiga res takoj, tako mi je bila taka nenavadna in mi je bilo čudno, zakaj je ta knjiga samo za otroke. Res prepričalo me je to, jaz bi takoj rekla knjiga za otroke, ampak hkrati tudi obvezno za branje za odrasle. In kaj mi je bilo tako všeč, tak preprost jezik, pa hkrati tudi zelo tak večpomenski, filozofski in pa to, kako je knjiga tako inteligentno napisana. No. Sicer zgleda, da je čisto preprosto, tam enih 11 učencev v šoli, zgodbice najprej delujejo, da sploh ne bodo povezane, potem se pa to vse lepo preplete v eno tako celoto. In kar je bilo meni všeč, je predvsem to, kako je tako inteligentno pokazal, kakšna je družba. Tako da jaz, ko sem to knjigo zdaj pred tem intervjujem še enkrat brala, se mi je tako zdelo, kot da bi jo pisal zdaj po koroni, ker napisal je takrat, ko tega še ni bilo. Ne? Tako absurdna knjiga, da v bistvu sploh, da je vse možno že. Vsaka stvar, ki se zgodi, oziroma nič v tej knjigi, kar je še tako nerealno, se ti sploh ne zdi čudno. Čist nič več te ne preseneča. To mi je bilo všeč. Všeč mi je to, kar si rekla, se pravi, to pač govorimo o tem, da je knjiga za otroke, ampak dejansko tudi odrasli uživajo v njej, ne? Kar res pove precej o njeni kakovosti. In jaz bi pa tukaj Gideon vprašal, mene je pač ta absurdnost v svetu spomnila na Danila Harmsa in na to rusko meddvojno ustvarjanje. Pa me zanima, ste vi pač slučajno poznate Harmsa, je bil tudi kje, pač ste se naslanjali na kakšno rusko izročilo, ali je čisto, iz kje prihaja ta absurdistični pogled na življenje? A so pa kakšni Monty Python krivi? Monty Python. Ja, Monty Python so mi všeč. V mojem življenju mi je všeč dober humor, pa tudi absurdni humor. Tudi originalni pogled na svet mi je všeč. To mi je lepo, če vidiš stvari na drugačen način in jih prikažeš na drugačen način, kot na tak je samoumeven. Tega pisatelja, ki ste omenili, Harmsa ne poznam, navdahnili so me prav gotovo tudi drugi pisatelji. Imamo nizozemsko knjigo zelo znanega nizozemskega pisatelja, ki je slučajno ob meni, to je ta knjiga Moj oče, Mein Vater, Tona Telehena, ki je res znani pisatelj, verjetno tudi preveden v slovenščino, torej avtor za otroke, govori o zgodbih o živalih, različnih živalih, o slonu in tako naprej. Ampak ta knjiga je zelo tanka, govori o dečku Jozefu, ki pravzaprav ima očeta. In v tem je tudi absurdnost, ima zelo tudi krasno pero zraven. Besede, ki se uporabljajo, so fantastične, zgodijo se stvari, ki so povsem nemogoče in res obožujem to knjigo, neverjetno je narejena in vedno znova sem jo bral. In na vsaki strani, vsakeč, ko jo znova berem, najdem nekaj novega. Še kdo? Tudi Kafka. Tudi Kafka me je prav gotovo navdahnil. Edgar Keret, izraelski pisatelj, tudi ta knjiga se začne z njegovim izrekom. Zelo mi je všeč njegovo delo, zelo všeč so mi njegove zgodbe in pogosto je tam v njih tudi nekaj nenavadnega ali absurdnega in potem to opišajo, kot da je nekaj najbolj običajnega na svetu. In tako da prav zaradi tega stvari postanejo bolj zanimive in lepše, kot pa če bi nekaj poudarjali, kako nenavadne so nekatere stvari. Tona Telehena sem imel
priložnost poznati, mislim, da je bil pred 10 leti v Sloveniji, res super možakar. Ima celo neko pesem o tem, kako kolesari po Prekmurju v svoji zbirki za odrasle. In ja, dejansko zdaj vidim te neke podobnosti z njegovim svetom. Kako je pa prišlo pravzaprav do geneze tega dela? Se je začelo z Zebro ali kako so pravzaprav vzniknili ti liki v to učilnico in svet okoli nje? Het begon, ik heb heel lang over het boek gedaan. Zelo dolgo sem pisal to knjigo. Začela se je z eno zamislijo v šoli. Pogosto gremo v šole brati otrokom in jim pripovedujemo o svojem delu. In pred leti sem bil v razredu in bilo je mišljeno, da pridem tja enkrat na teden. Otroci so bili stari 8 in 9 let in torej mišljeno je bilo tudi, da ne bom samo govoril o svojem delu in bral svojih knjig, ampak da bom bral tudi knjige kolegov, drugih pisateljev. In takrat je bila knjiga iz leta 1985 pisatelja, nizozemskega pisatelja Macira, ki reče Nikolas prečka zebro. In to so kratke zgodbe. Prebral sem eno kratko zgodbo, torej da Ida prečka zebro in potem sem se spraševal, ali bo otrokom to všeč ali morda ne. In zdaj bom pojasnil na kratko to zgodbico, ampak noter je nizozemska šala, upam, da jo bo mogoče stolmačiti, torej Ida prečka zebro. In zebra tudi v nizozemščini je ista beseda in skoraj, da bi jo zbil avto in zelo se prestraši in potem gre na drugo stran ceste in potem čuti nekaj na glavi, neke vrste čepico. Ja, in potem reče, krasno, potem mogoče bi pa še enkrat to poskusila in potem gre še enkrat čez zebro in avtomobili spet začnejo pipkati in če jo kdo skoraj da povozi, potem se dejansko to pojavi nad glavo. In otrokom se je to zdelo fantastično. In takrat sem opazil, da se nihče od otrok ni spraševal, kako je to sploh mogoče. In potem sem si mislil, moralo bi biti več tovrstnih zgodb. In tako sem najprej napisal zgodbo o Zeb, torej o razredu, v katerega pride zebra. In to je pravzaprav zebra, ki se sklicuje na to zebro iz knjige Nikolasa Macira. In šele potem sem kasneje začel pisati to zgodbico o dveh deklicah, ki si želita zamenjati glavo. In potem sem imel občutek, pravzaprav, da ni bil pravi trenutek. To je nekaj osebnega, ampak čutil sem, da ni bil zame čas, da napišem to knjigo. Torej, vedel pa sem, da bo prišel trenutek, ko bom to knjigo moral napisati. In šele leta kasneje sem čutil, zdaj pa je to treba. In takrat sem kot bum napisal vse zgodbe eno za drugo. Ampak čas med prvo in zadnjo zgodbo je bil po moje dolg skoraj da 5 let. Dolga geneza in res užival sem, ko sem bral v teh, recimo, trgovina s šalami mi je bila genialna, sploh meni, ki se ukvarjam tudi s komedijo, kako gre, kako je lepo vse po predalčkih pozicionirano in do recimo dečka, ki pripelje sosedam enega možakarja v razred za predstavitev. Dejansko vse nam zrcali naša dejanja, ampak skozi tak res žlahten absurd, v katerem neznansko uživamo. In bi zdaj tukaj še Katjušo vprašal. Je mogoče tukaj, ker si rekla, je tak dosti preprost jezik, si imela mogoče težave kdaj s tem, da pravzaprav, da bi ga hotela narediti preveč nabuhlega, ali so bile kakšne take stvari, na katere si morala biti posebej pozorna pri prevajanju te knjige, razne, recimo, vidim tudi si slovenila imena za lažje branje. Ja, pri tej knjigi pravzaprav ni bilo nekih takih jezikovnih zagad, ker je precej konkreten jezik. Imela sem par vprašanj, ne spomnim se točno več, sem takrat kontaktirala Gideona po e-pošti,
sva zelo hitro vse rešila. To se pravi, pri tej knjigi ni bilo kakšnih posebnih, pri tisti drugi pa. Zdaj, zakaj sem slovenila tale imena? Zdaj na Nizozemskem, saj to bo verjetno tudi Gideon sam potrdil, je bolj taka multikulturna družba in so ta imena precej običajna vsa, ne? Pri nas Ozijev ni, Imar tudi ni. Zdaj, kako je bilo to? Jaz sem želela, da imena čim bolj podobno zvenijo in nekaj sem jih prevedla. Tudi recimo Anabele in podobno, sem poslovenila v Anabelo. Tako da... Leva pa ni bilo treba, bi ga morala leva spremeniti nazaj v nizozemsko besedo za leva. Pa ni bil edini, mislim, da je dobro tudi Ziva, mislim, da je to izraelsko ime, je Živa, precej pogosto ime. Se je kar lepo poklopilo, ker so ta imena zdaj kar precej popularna pri osnovnošolcih. Taka kratka imena, malo tuje zvenijo. Ja, dejansko ta razred zaživi pred nami. In mogoče bi še to povprašal zdaj na tej točki, ko smo bili pri Zebu in pri branju. Gideon, rekli ste, da ste dosti brali po šolah, pred mladimi. Kako ste pa vi doživljali zdaj zadnje leto, ko verjetno predvidevam, da tako kot pri nas tudi vi niste mogli hoditi med mlade bralce in jih zabavati direktno v živo? Mogoče potem ste prestavili kakšne dejavnosti na splet v tem letu za gledalce? Ja, het begon in maart. To se je začelo lani marca. Mislim, da sem v 3 dneh moral odpovedati vsa predavanja. Ja, na 1000 evrov je pač splavalo po vodi, ampak potem so se stvari znova povezale, kajti pisatelji so prek računalnikov se povezali in brali te svoje knjige preko računalnika. To je podpiralo tudi Nizozemski književni sklad, tako da izvajali so promocije, kjer so se pisatelji predstavljali v svoji delovni sobi in tako naprej. Tako da ja, to je bilo lepo početi, tudi zdaj še veliko tega počnem, na začetku najprej ne. Mislim, da so na začetkah v šolah bili zelo zaposleni s poukom, da so bili zelo veseli, če so sploh lahko kaj poučevali in za kaj drugega pravzaprav ni bilo prostora. Zdaj pa je tega več, tako da zdaj dejansko spet pridem tu in tam v šole, imam pa tudi digitalna predavanja, digitalna branja in je lepo, je res da drugače kot ko si v razredu. Včasih se meni zdi to nekoliko težje, kajti jaz sem nekdo, ki si ne zmisli vnaprej, uro bom govoril to ali ono, ali pa bom počel to ali ono. Velikokrat se zanašam na intuicijo, na občutek, vidim, kako se razred odzove, kakšna je dinamika. In preko ekrana je pač to nekoliko težje. Ampak kljub temu, mislim, da sem v tem postal nekoliko boljši in mislim, da se mi zdaj tudi čedalje bolj uspe izpeljati tovrstne ure. Zdaj bom naredil in tako bom skušal zapeljati prehod. Čeprav, če smo v zadnjem letu tičali doma, smo potovali naokoli predvsem s pomočjo knjig, s pomočjo branja in ravno naslednja knjiga Dnevi na otoku nas je lahko popeljala tja v soparne dneve na grških otokih, kamor odpeljejo oziroma pošljajo mladega Jakoba. In tega smo se sicer zadnjič že dotaknila malce v pogovoru, ampak vseeno je tudi tukaj zadaj kakšna izkušnja vaša doživljanja otoka, ali obstajajo mogoče res kakšne take grško-nizozemske naveze, kot so tukaj v tem romanu, ki so vam dale navdih. Kako je pravzaprav nekako ta zgodba, v kateri je v prvem planu, pravzaprav je to iskanje nekih pristnih odnosov, iskanje oziroma tudi krpanje odnosov, ki so razpadli oziroma visijo na nitki. Kako se je izkristalizirala tam na jugu Krete oziroma pač tukaj v tem primeru na neimenovanem grškem otoku? Ik geloof dat het
een dubbele vraag is, als ik het goed begreep. Mislim, da je to dvojno vprašanje, dvoplastno vprašanje, če sem prav razumel. Bom najprej odgovoril na vprašanje, kakšno povezavo imam jaz s tem grškim otokom ali pa s grškim vzdušjem. Več let sem večkrat za takratno punco preživel po zimi, več zim, pa tudi poleti sva preživela na Nizozemskem, ko pa je tukaj postalo hladno in mokro, sva spokala stvari in se preselila na Kreto, na jugu Krete v majhni vasici, pa sva vedno našla pač najin kotiček, kjer sva prezimila, če tako rečem. In ta vasica na dnevih na otoku je prav tako nekako ustreza tej vasici za prezimovanje, kamor pač potujemo. Tako da to je ta povezava, kako je to grško vzdušje nastalo. Zdaj pa ljubezen, ali govori o ljubezni. Mislim, da je ljubezen nekaj univerzalnega, nekaj vsesplošnega. Vsak pozna ljubezen in ta prva zaljubljenost, ki jo res čutiš, ko se ne zaljubiš samo v nekoga, ampak si tudi zaljubljen v zaljubljenost. Upam, da razumete, kaj hočem povedati s tem. Torej, sama zaljubljenost je neko večje občutje, zlasti, ko gre za prvo ljubezen, ko sploh ne veš, kaj te čaka. To je res nekaj ogromnega, nekaj, kar te res lahko potegne in je vseobsegajoče. In to je tisto, kar sem želel povedati v tej knjigi. Ja, tukaj se mi zdi res, da je točno to uspelo mi je dejansko podoživljati malce lastnih izkušenj, lastnih spominov. Se pravi tega ravno, to se mi zdi to super ubesedeno, da si zaljubljen tudi v zaljubljenost samo, ker prvič doživljaš te občutke, prvič jih sploh spoznavaš, kaj se dogaja s tabo, kaj se ti dogaja v mislih. Mi je pa tukaj zelo všeč, kako je potem, se pravi, ne samo ta zaljubljenost, ampak tudi prijateljstvo je v tej knjigi zelo potencirano, ker tudi vidimo, da Jakob dejansko tudi ni nekega, očitno na Nizozemskem nekega resničnega prijateljstva uspel navezati in se potem tukaj znajde tudi v tem odnosu kot nekaj novega in kot nekaj spoznava, kako čudovito je lahko, ko imaš nekega vrstnika za prijatelja in ko se počutiš lagodno, udobno ob njem. Misschien moet ik uitleggen hoe ik... Mogoče moram razložiti, kako te stvari nastanejo v mojih knjigah, kajti nisem pisatelj, ki bi vnaprej vedel, kaj bo pisal, kakšno tematiko bo opisal, o čem naj bi govorila ta zgodba. Torej, zgodba se potem pripoveduje med vrsticami. Jaz pišem dokaj intuitivno in šele kasneje pogosto vidim, ali pa morda mi celo drugi povedo ali pa opozorijo, zakaj, o čem govori tisto, kar sem napisal. To intuitivno pisanje je tisto, kar je meni najlepše pri pisanju, kajti zdi se mi, kot da mi se zato sploh ni treba truditi, kot da bi prekrižal roke in potem pa te osebe razvijajo svoj značaj, počnejo, kar počnejo, rečejo, kar rečejo in pravzaprav ni več od mene odvisno, kaj počnejo. Vse nekako lije iz mene, nekako izhaja iz mene in če sem povsem iskren, pravzaprav o tem sploh ne razmišljam. Besede prihajajo na papir in to je tisti najlepši občutek. Šele kasneje pogosto potem razumem, kaj sem zapisal. Mogoče zveni nekako magično ali čarobno, ampak ni. Za mene je pač to edini način, na katerega znam ali lahko pišem. Ne, se to, da imaš like, ki so toliko resničeni, da jim lahko prepustiš vajeti zgodbe in opazuješ, kaj počnejo, ko ti to uspe, je res genialno in z moje plati bi rekel zavidanja vredno. Ampak na kateri točki, kaj je tudi zanimivo pri tej knjigi, je to, da je pisana v drugi osebi.
Je bilo že od samega začetka, ste pisali v tej drugi osebi, ali je to se potem kje vmes zgodilo, ker dejansko dobiš, vsaj jaz sem dobil med branjem res tak občutek, pravzaprav še večje potopljenosti, še večje imerzije v lik glavnega junaka. Ja, dat laatste wat je zegt, dat is ook... To zadnje, kar ste povedali, ja, to je točno tisto, kar sem želel doseči. Nisem tako začel. Začel sem pisati v prvi osebi, torej kot jaz, potem pa sem opazil, da zaradi tega, ker je Jakob tako razmišljajoč fantek, je vsem razmišljal, vsem dvomi in potem, če bi pisal v prvi osebi, bi izpadel neprijeten, zoprn fantek, ne bi bil zelo simpatičen, rekel bi, daj se že odloči, no. In zato sem potem začel pisati v tretji osebi, morda bi bila to logična naslednja izbira, ampak potem se mi je zdelo, da je nastalo preveč razdalje med Jakobom in bralcem in tudi med Jakobom in mano. Postal sem potem opazovalec tega, kar se je dogajalo in čutil sem, da sem imel potrebo, da se bolj uživim, da sem bolj posredi te ljubezni in otoka. In leta predtem sem v Črnem labodu Zvarte zvan delček te knjige, ta knjiga je napisana v 3 delih in en del sem napisal v tej drugi osebi, sicer tudi povsem drugi funkciji kot pri Dnevih na otoku, kajti tam gre za nesimpatično deklico, ki ti res postane neprijetna in potem se ti zdi, ja, ok, zdaj pa že zgini iz te knjige in potem v zadnji, ko pa prebereš to zgodbo v drugi osebi, stopiš v njeno glavo in to je pravzaprav trik, ki sem ga odigral na bralcev. Pri tej knjigi Dnevi na otoku pa sem želel doseči prav to, kar si rekel. Hoteti sem dati bralcu občutek, da je res sredi tega občutka zaljubljenosti in tega prijateljstva. In zdelo se mi je, da je ta druga oseba ti za to res primerna. In številnim je to lepo, ampak imam pa tudi otroke, ki jim je to zoprno ali pa zapleteno, kar znam tudi razumeti. Tako da to ne deluje pri vsakomur, ampak meni je to dobro delovalo in na srečo številnim drugim tudi. Katjuša, koliko je bilo pa ta pravzaprav nenavaden način pripovedovanja, koliko je bilo pa to zapleteno pri prevajanju? Si se kdaj motila, te je kaj odnašalo v kakšne druge osebe? Ja, ravno to sem želela povedati. Meni je bilo tudi, to je bila moja prva knjiga, kjer je bil drugoosebni pripovedovalec. Zelo mi je bilo to všeč v knjigi, se mi zdi, da res se bolj uživiš noter, ves čas si zraven, še bolj kot bi bil drugače kot prevajalka. Me je pa parkrat sem opazila zaneslo v prvo osebo. Sem prevajala v drugi in sem se tako uživela, da sem potem, ko sem za sabo brala kakšne odlomke, opazila, da sem pa tja bilo pa v prvi osebi napisano. Mislim, da te to hitro zanese, ker je to res tako redko, no. Ali kot bralec, kaj šele kot prevajalec, da to dobiš. Ampak mislim, da to tudi daje čar tej knjigi, da je tudi malo z te plati malo drugačna kot vse ostale. Jaz sem dejansko dobil med branjem tudi kdaj občutek, pravzaprav, ko bi rekel, kanček nekaj, kot bi v neki meglici, majhen se mi zdi, pa ne vem, kako ne bi to opisal, ampak da dejansko, ko ti to pripoveduje, imaš dejansko ta občutek izven telesnega opazovanja, kot da si pač, ti si tam gledaš, v enem si ti spodaj, ampak v resnici pa z nekim odmaknjenim pogledom vse skupaj gledaš in potem navijaš, rečeš, daj naredi to. Pa mogoče vprašanje za Gideona, ko ste rekli, da prepustite vajeti likom, se kdaj ujezite na nje, kdaj tako pač rečete pa, zakaj si moral to narediti, zakaj te je to prijelo? Nou, ik weet niet of ik wel eens boos op ze word. Ne vem, ali sem kdaj jezen na nje. Ampak prej moram še odgovoriti nekaj drugega,
zakaj je težko prevesti to knjigo, ker imate Grke, ki govorijo polomljeno nizozemščino, torej imate veliko knjige, ki je zapisana v nenavadni nizozemščini in če želiš to potem prevesti v nek drug jezik, je to, kar se mene tiče, dodatno velik izziv, torej poleg tega, da je zapisana v drugi osebi. Zdaj pa, če odgovorim na vprašanje, ali sem kdaj jezen nanje. Ne, ampak včasih, ko naredijo osebe kaj v knjigi in ne razumem, zakaj so to storili in potem začnem o tem razmišljati in potem kasneje to razumem. Naprimer, tisti, ki še to niste prebrali, vam bo to nenavadno, ampak v tej knjigi imamo trenutek, ko imate 3 otroke, dečka in deklico, ki sta par in tretjega, ki je glavna oseba, torej ta tretji en dan poljubi deklico in to vsi trije se jim zdi v redu. Naslednji dan pa grejo potem plavati v zaliv, ampak deček, ki je pač uradni fant te deklice, je nekoliko zelo afektiran in se pač tako pretvarja, da je orjak, to je moja punca. In sem se spraševal, pa zakaj se tako vede? To pravzaprav ni zelo lepo, prijetno. Šele kasneje sem pravzaprav razumel, da je pravzaprav skušal ugraditi teritorij in da je s tem želel povedati, ok, lahko se z njo poljubiš, ampak to je moja punca. Meni je ta dinamika tega njihovega odnosa mi je bila res zanimiva in ravno to potem, ta Mihaljsov odnos, ko sem začel tuhtati, premljevati, mi je bilo, na nek način se pravi, on si želi, pač, da je njegova punca. Jaz bi jo imel, ampak obenem pa, ko pač stopijo v to igro, ko se tudi potem poljubi z Jakobom, da bo občutek, da on ni hotel nekako ji preveč kontrirati, ima zato, da ne bi ogrozil tega ideala trojice, ki ga imajo, ki pravijo, da mi bi pa, če bi lahko živeli v eni hiši skozi in da bi bili skupaj, da pač se sam zaveda, da je sprejel neko žrtev za to, da bi ta njihova družba lahko obstala. Ampak seveda, potem vidimo, pač, ko pa ona dva to, pač, ko se pa poljubita na samem in se tudi sama zavedata, da sta storila napako, pa tudi zanj to postane preveč. Ja, dat klopt. Ik vind het... Ja, to je res. Če kot odrasli bereš nekaj o neki fantaziji, naprimer, da bi lahko živel v trojki ali pa živel skupaj v trojki, si misliš, kako nenavadno, to se sploh ne spodobi, ali je to sploh mogoče, ampak lepo je potem to brati skozi otroške oči, kajti otroci glede tega nimajo toliko predsodkov, manj se ukvarjajo s tem, kaj se spodobi in kaj ne. In pravzaprav se jim zdi tukaj povsem razumljivo in logično, da bi si oni želeli biti sami in v troje. In te konvencije odraslih, ki se jih potem otroci enkrat morajo začeti držati, niso nekaj preprostega zanje. Tukaj se mi zdi, da je tudi je fino, ker so ravno ta starost, da dejansko ta njihova zveza treh je pravzaprav povsem nekako prijateljska. Niso, da bi rekel, neki potem dodatni medosebni odnosi in spolnost, niti ne igra nekega, bi rekel, pač nima vloge, ampak je dejansko, pač mi smo prijatelji, mi smo trije, mi se imamo fino, dajmo mi biti skozi skupaj. Se pravi, je zelo tako tudi nedolžno in iskreno dojemanje sveta. Pač v primerjavi potem sploh, ko gledamo nekako z starši, kako tam se ne pogovarjajo, kako zveze razpadajo zaradi tega. Pri njih je pa res ta idealizirana podoba. In potem tudi se tukaj vprašaš, mogoče, na kateri točki potem odrasli izgubimo ta idealizirani pogled in se uklonimo tistemu, kot sami rečejo, prav vse vemo, da ne bomo mogli skozi trije živeti, ampak sanjajmo. Koliko je pomembno, da si tudi odrasli še kdaj upamo utrgati eno tako idealistično dojemanje sveta. Ja, ik denk het wel. Ja, meni se zdi, da je.
to se mi zdi dobro, ampak o tem je zapisano tudi v ZEP. Gre za to, da gledaš preko meja, kaj se spodobi, kaj je običajno, kaj je normalno, da vedno da imaš drugo perspektivo, da se sprašuješ o stvareh, da jih ne vzameš, da so take, kot so, zaradi tega, ker ti nekdo tako pove, ampak si mislim, dobro, tako je, ampak lahko bi bilo tudi drugače. In če ti nekdo nekaj pove, da tega nujno ne spremeš takoj, ja, ampak kako pa je to mogoče, kako je prišlo do tega, tako da v mojih knjigah skušam podati nek bolj originalen pogled na določene stvari, malce drugačen pogled. Tukaj bi zdaj samo še skočil k Katjuši, ravno o tem izzivu, ki ste ga omenili, o tej polomljeni nizozemščini, ki jo govorijo Grki. Tukaj je, tudi jaz sam kot prevajalec vem, da vsakič, ko pridemo do nekih teh polomljenih jezikovnih norm, je treba po svoje izumljati nek nov aparat, s katerim boš zapisal ta jezik. In Katjuša, kako si se ti lotila teh, ko si določala, kako polomljen bo jezik in kakšne bodo te napake, ker predvidevam, da verjetno niso delali istih slovničnih napak, da nisi kopirala slovničnih napak, ampak da si iskala njihove ustreznice v slovenskem jeziku. Ja. Jaz sem se že v eni knjigi prej, ko sem prevajala par let nazaj knjigo Joke van Leeuwen, ko je oče postal Grm, Toen mijn vader een struik werd, sem se morala že sama izmisliti en sistem jezika, čist jezika, ki ne obstaja. Tako da malo izkušenj s tem sem že imela. Tukaj pri tej knjigi Gideonovi mi pa zelo pomagalo to, da imam izkušnje s poučevanjem tujcev, tako odraslih kot otrok. In v bistvu sem si morala nekako najti tipične napake, ki jih delajo tujci, ki se učijo slovenščino. V nizozemščini recimo ta oče Janis je imel malo bolj polomljeno nizozemščino, Mihalis, ki je pa tudi pol nizozemec, pol Grk, pa pač živi z očetom, ki je nizozemec, očitno bolj vadi, več govori, ima pa manj napak. In treba je bilo najprej še to, na to malo paziti, potem pa tudi kako to narediti, da ne bo smešno, da ne bo, mislim, da ne bo smešno, da ne bo čudno, da ne bo izpadlo, tako kot, ne vem, da samo neke nedoločnike uporabljaš ali pa, da bi bilo kaj bolj izvirnega. Tako da to so se tudi z urednico takrat pogovarjali, moja prva verzija je bila majčkeno bolj taka ortodoksna, je bilo več napak, potem so pa to malo umilili. Predvsem zato, da ta fant, tale Mihalis, ker je le pač najstnik, da ne bi, pri najstnikih so zelo občutljive teme. Zdaj, če bi preslabo govoril, je tako v enem takem podrejenem položaju v odnosu do ostalih dveh. Tako da pri Mihalisu sem bolj mešala tak nenavaden besedni red besed, pa sem pa tja kakšne končnice sklonov. Ni pa šlo za kakšne večje take napake, da je bilo zelo polomljeno. Pri očetu pa seveda tudi to. Predvsem sklonske končnice, Nizozemci imajo določene člene, mi jih nimamo, tako da pri njih najlažje pokažeš nekoga, ki kolikor toliko dobro zna, ampak vseeno ne zna, da ne zna uporabljati teh določenih členov. Pri nas je pa to, recimo, čist v redu rečeš poved, stavek, ampak potem ne uporabiš pravega sklona. Uporabiš ali imenovalnik ali pa tožilnik tistega, kar največ slišiš. In meni zelo pomaga pri prevajanju, kadar na kaj takšnega naletim, da enostavno imam pred očmi ljudi, ki jih poznam, ki so tujci, pa ki so se učili slovenščino. Kako bi on to rekel, kako je tisti Italijan to govoril, točno, kako Nizozemec govori slovensko, katere napakce dela. Pri temle Mihalisu mi je pa zelo pomagalo, to bo mogoče tudi za Gideona, ker je ljubitelj nogometa, sem si pa čisto predstavljala Markusa Tavareša od nogometnega kluba Maribor, govori kar precej dobro,
Ampak sem pa tja pa reče, recimo Maribor je moj ljubezen, a ne, ali pa kaj takšnega. Ena malenkost, ki ti takoj pove, da pač ta ne zna tako, kot je treba, a ne. Tako da se mi zdi, meni je bil to kar izziv. Jaz imam rada take knjige, da ne prevajaš samo od začetka do konca, ampak da imaš še kakšne izzive noter jezikovne, predvsem to besedne igre in podobno. Evo, hvala. No, evo, Gideon, prišli smo do nogometa naokoli, ne? Zdaj s tem jezikom. Nam se čas žal izteka, odmerjan, tako da jaz se bom zahvalil za pogovor, ampak preden se poslovimo in preden v imenu založbe Miš in vseh drugih vpletenih, vseeno upam, pač izrazim željo, da se nam uspe v bližnji prihodnosti srečati tudi v živo. Me pa zanima, recimo, omenili smo kar nekaj drugih še knjig vaših, ki ste jih spisali, ne, od tiste, se pravi, 2007 naprej, pa zdaj, ko beremo pri nas in Z in Dnevno doko, pa če bi zdaj rekel, ok, imam možnost, tukaj so tudi založniki, ne, moji, katera je tista knjiga, za katero bi si pa mogoče še najbolj želel, pa da bi jo lahko predstavili slovenskim bralcem, oziroma da bi jo slovenski bralci dobili v prevodu. Tako da dajmo malo reklame narediti. Deze Zwarte Zwaan. Ta, Zwarte Zvan, Črni labod. Ko Zeba še ni bilo, je bil to, pravzaprav bila to najbolj priljubljena knjiga na Nizozemskem, zdaj je že v 10. izdaji, zdaj je videti tako. Ja, gre za knjigo, ki me spremlja od, kar sem začel pisati, in ljudje ne nehajo govoriti o njej, zaradi tega, ker je glavna oseba neprilagojena, pravzaprav zelo nesimpatična deklica, zelo nenavadnimi načrti in tudi zelo zanimiva je. Res je zelo tudi zanimiva in je ne moreš nehati brati, samo listaš stran za stranjo. Super, tako da ideja je, videli smo, omenili tudi, da je vmes druga oseba, tako da Katjuša je tudi že vajena druge osebe, ne, tako da jaz zdaj tlele rihtam stvari. Preden se zares poslovimo, bom rekel še enkrat, da je pogovor del festivala Bralnice pod Slamnikom in del projekta Ni hec, zato se na tem mestu zahvaljujemo našim sofinancerjem, Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, Občini Domžale, Programu Evropske unije Ustvarjalna Evropa in Nizozemskemu skladu za književnost. Najlepša hvala Gideonu, ki si je vzel čas za nas, najlepša hvala tudi Katjuši, ki se je pogovarjala z nami, ki je poskrbela, da lahko Gideonovi zaenkrat deli v dvojini, beremo v slovenščini in navijamo, da se ta dvojina kmalu spremeni v množino. Gideon, še kakšna zaključna misel mogoče za naše gledalce in gledalke, preden se poslovimo? Ik vond het voor een eerste keer in Slovenië. Prvič sem v Sloveniji in pravzaprav se mi je zdelo zelo prijazno in prijetno, zelo veliko veselja se bom vrnil tja in čim bodo kakšne letalske zveze, bom z veseljem prišel tudi do vas. Najlepša hvala, Gido, najlepša hvala, Katjuša, in hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali ali v živo, bodi si pa potem pozneje v posnetku. Bralnice pod Slamnikom ostajajo z nami. Poglejte na spletni strani založbe Miš, kaj vse se še dogaja, kaj bo letos, kaj bo naslednje leto, in pa seveda upamo, da se kmalu znova vrnemo med vas tudi v fizični obliki in ne samo prek zaslonov. Pa berite knjige, a ne? Komu govorim, vi veste. Adijo.